Kot pravi predsednica društva in voditeljica kolonije Nataša Solomon, si prizadevajo, da bi v vsaki zdravstveno-terapevtski koloniji poleg rednih vsakodnevnih fizioterapij in delavnic krepili predvsem samostojnost udeležencev. Zdaj, že 4. leto izvajamo zdravstveno-terapevtsko kolonijo na kmetiji Zevnik. V sklopu te kolonije je zraven tudi plavanje v termah Čatež, kajti voda zelo dobro deluje na njihova teleščka in na sproščanje in tudi utruditi jih moramo nekako. Tako da, ja, skozi dan zjutraj si pripravimo skupaj zajtrk, potem gremo na konje, jahajo, potem pripravimo oziroma nam pripeljejo kosilo, popoldan pa gremo ali v Čatež ali na sprehod ali imamo ostale aktivnosti. Vsak dan jahamo, danes smo šli na bazen, potem vsak dan poslušamo glasbo, potem se vsak dan družimo, se zabavamo, se igramo različne igre, ampak meni je tukaj glavno v tej koloniji, da se počutim samostojno in da sem med svojimi vrstniki. Poslušamo glasbo, spimo tukaj, jemo tukaj. Skratka vse. Upam, da bom drug let tudi prišel. V času kolonije so torej izvajali različne aktivnosti, poudarek pa je bil na hipoterapiji oziroma terapiji s konji. Prav ta namreč velja za zelo uspešno in eno boljših metod pri gibalnem razvoju otroka s cerebralno paralizo. Hipoterapija je sigurno ena izmed najboljših terapij, kajti otroci so v naravi, so v stiku z živaljo, konj je 1 stopinjo toplejši kot človek, ima tridimenzionalno hojo in tukaj se izpostavljajo te pravilni vzorci, to, kar jih imamo mi pri hoji, ki jih oni ne morejo doseči, ker so večina izmed njih na invalidskih vozičkih. Potem zelo dobro deluje tudi na kolke in na ostale mišice. Tiste mišice, ki so napete, se sprostijo in tiste, ki so sproščene, se napnejo, pojasni Solomonova. V bistvu res neko uravnovešeno gibanje in otroci resnično imajo nekaj od tega in tudi pozna se, če otrok redno hodi na hipoterapijo. Vse v našem društvu skozi celo leto izvajamo hipoterapijo in te otroci so vsi aktivni 1 do 2 na teden. Zdaj pa je sklop 4-5 terapij, se pa še bolj v bistvu poznajo učinki, kajti lepša je drža otrok na vozičku recimo, ali pa tudi pri nekateri tudi hodijo, če jih držimo, tako da ja, jaz sem sigurna, da je ena izmed najboljših terapij in tukaj v tej koloniji dajemo poudarek na to in seveda na vodo. Otrokom s cerebralno paralizo lahko ta vrsta terapije koristi, ker voda podpira njihovo telesno težo, kar jim omogoča določeno stopnjo gibanja in več samostojnosti, kakršne nimajo nikjer drugje. Z izvajanjem različnih športnih in drugih aktivnosti gre poleg razgibavanja tudi za krepitev samozavesti, vključevanje v družbo in povezovanje z vrstniki. Tega jim zelo manjka v življenju, kajti starši jim vsega ne moremo nadomestiti, prijateljev jim ne moreš dati, ne moreš jim kupiti, tako da to jih osrečuje in na tem tudi delamo. In na integraciji, in na inkluziji, to je tudi zelo pomemben del življenja, da nas sprejme okolica, da nas vidijo, da smo prepoznavni in da se tudi oni dobro počutijo v tem okolju, sami otroci in odrasli naši s cerebralno paralizo in drugimi motnjami v razvoju. Do konca poletja pa v društvu Sonček Posavje pripravljajo še nekaj aktivnosti za svoje člane. Zdajle v kratkem gremo še konec avgusta na Pašman, to so odrasli, samostojna kolonija za odrasle. Potem pripravljamo v septembru še en velik pohod s turističnim društvom Senovo. Jeseni sledi tudi bowling s prilagojeno rampo, vadba za gibalno ovirane, kostanjev piknik in zagotovo še kakšna aktivnost.